Veliko znanja, ki se nabralo v mladosti, kasneje, oziroma mogoče v tretjem obdobju, kjer so dejansko prišle navzven vse tiste živce, da se spet začnete in se začnejo ukvarjati z rokodelstvom. Z veseljem ugotavljam, da je v tej sredini veliko upokojencev in upokojenk, ki delujejo tudi v naših društvih. Kajti naša društva se ne zapirajo in mi želimo, da se to znanje, ki ga imamo, širimo. Naša glavna usmeritev, poleg druženja, je, da izvajamo prenos znanja. Prenos znanja med nami, sovrstniki, predvsem pa prenos znanja na mlade. Kajti ugotavljamo v določenih sredinah, da je veliko tega znanja že umrlo, veliko obrti, ki so bile še aktivne, nažalost ni več takih, kot bi bilo. Imamo edinstven dogodek v Sloveniji v obliki prenosa znanja, že 7-krat, tako zvane rokodelske delavnice v Žalkin, kjer je preko 800 udeležencev na preko 100 delavnicah se veliko naučilo in tudi preneslo to znanje v svoje okolja, med svoje vrstnike, predvsem pa na mlade. Taka oblika, kot je danes, rokodelska razstava, je ena od oblik, ki jih podpiramo v naši zvezi, to se pravi, da so razstave v okviru društva upokojencev, v okviru pokrajin in seveda na zvezni, na slovenski ravni. To je tudi ena oblika prenosa znanja in to je tudi ena oblika, se strinjam, da spet dobi ročno delo svoje vrednote. Kajti moram poudariti, da kitajsko blago, oziroma blago z daljnega vzhoda, je ročno delo zelo razvrednotilo. In seveda, da dobimo spet to vrednost nazaj, jaz večkrat pravim, da je to maratonski tek. Neodvisno od tega, mi želimo, da bomo spodbujali vse rokodelce in rokodelke, tudi na državnem nivoju obliko zakonodaje, ki jo rokodelci sploh nimamo, da se ta status povrne, da dobimo svoje pogoje in da nadaljujemo za svojim prenosom in za ohranjanje naše dediščine. Hvala lepa za čudovito razstavo in še veliko prijetnih ustvarjalnih uric vam želim v rokodelskem delu. Hvala. Hvala, gospod Kadeli.